Dober večer, spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni, tako kot je povedala Vesna, na zadnjem dogodku letošnjih novomeških poletnih večerov, ko so vas različne vsebine prek 2 meseca peljale po koncertih, po različnih otroških zadevah in kaj bi bilo lepšega za dolenjsko prestolnico, kot da ta letošnje NPV-je zaključimo z najbolj postransko stvar na svetu, stvarjo, za katero rečemo, da se vsi na njo spoznamo in da vsi vse o njej vemo, smo kot nekakšni človeški vari v domačem naslonjaču, se delamo, da vsi vse vemo o nogometu, ampak o novomeškem, dolenjskem nogometu, ki letos praznuje častitljivo obletnico 100 let, bodo moji sogovorniki vedeli zagotovo več. O teh časovnih pojmih preteklost, sedanjost in prihodnost bomo torej govorili z našimi gosti in vsi so zelo povezani z nogometom, čeprav se morda za dva to ne zdi tako na prvi pogled, vsi ste domači, vsi poznate goste. Recimo že prva manjša anekdota se je zgodila, ko je naš oblikovalec Jurij Kocovan, ki je oblikoval to knjigo poklicev v Ljubljano, v NUK-a, Narodno univerzitetno knjižnico, ki podeljuje številko CIP za vsako knjigo, ki izide v Sloveniji, pa je gospa, ki se s tem ukvarja profesionalno že dolgo vrsto let, rekla, ja, mi imamo v sistemu Aleša Gabriča, zgodovinarja, doktorja znanosti in predstojnika inštituta oziroma znanstvenega svetnika na Inštitutu za novejšo zgodovino in predsednika Slovenske matice, a vi v Novem mestu imate tudi Aleša Gabriča, torej se ukvarja nekdo z istim imenom, kot ga imamo mi za doktor, ki je doktor znanosti za nekoga in je seveda Jurij lepo povedal, da je to ta isti Aleš Gabrič, doktor zgodovine, ki pa je dolgo vrsto let tudi sam brcal to nogometno usnje. Potem je tu z nami in on bo z nami spregovoril o zgodovini, kajti kar nekaj časa, koliko časa se je ukvarjal, bo povedal, se je ukvarjal z zapiski. Že tu lahko povem, da je bilo malo zapiskov, da je vnovič se pokazalo, kako pomembna je zgodovina in to, da jo spoštujemo na način, da če imamo doma nek zapisnik, pa če tudi obskurnega šiviljskega društva, da je dobro, da si to damo v žep in potem odnesemo v muzej bodisi Ivici Križ, ki seveda tega ne bo več sprejela, ker je v zasluženem pokoju, ampak bo dala kolegici, ki jo nadaljuje, nadomešča oziroma nadaljuje njeno delo etnografsko. Torej, Igor Vidmar je tisti, ki je vrhunski športnik bil v svojih mladih letih, vpisal se je na fakulteto za šport, tam v, ne vem, 3. letniku ali kdaj usmerjal tudi nogomet in potem v svojem profesionalnem delu seveda dolgo vrsto let spremljal uspehe, velike, manjše, tudi kakšen poraz nogometnega kluba Krka. In z nami je Andrej Primc, ki je tudi brcal žogo in oče novomeške športne šole nogometnih mladih upov. Zakaj je to tako pomembno imeti, da ima vsak klub, da se zaveda, da je pravzaprav brez prihodnosti in njene sedanjosti, seveda pa brez preteklosti vsega skupaj ni, boš povedal pa ti. Torej, Aleš Gabrič. Še vedno Aleš kot Dolenjski. Te niso nam ukradli, so te nam Ljubljančani, ampak Aleš, ja, res je, se opravičujem in je to lepše, dolenjsko. Kaj se je zgodilo, ali so Sokoli tisti, ki so dvignili tudi nogomet, ali kaj se je zgodilo 19. februarja leta 1922? Takrat sta se pravzaprav združila dve društvi, ustanovljeni kakšno leto prej v Novem mestu, ki sta obe dve hoteli začeti gojiti nogomet. Če pa kukamo v zgodovino nogometa, je razvidno, da je pravzaprav tako kot številne druge novotarije, predvsem na športnem področju, da je bil v tistih časih to domena dijaških in akademskih organizacij.
marsikdaj recimo ljudje, ko berejo kakšne kratice, pa je pred kakšnim športnim klubom, a ne vejo, kaj to pomeni, da to pomeni akademski ali karkoli podobnega. Zdaj, koliko se sam spoznam na to, če se vrnem v tistem, kar si sama začela, da se na nogomet vsi spoznamo in tako naprej, jaz sem imel pri pisanju tega dela pravzaprav dve dilemi, da sem zavezan v življenju bil dvema zadevama, na katero se cel svet spozna, nogomet in zgodovina. Tako da sem imel še dvojno težko nalogo. S tem anekdotam hvala, da si nam postregla, sem pa tudi sam eno podobno doživel. Namreč tudi moj predhodnik na mestu predsednika Slovenske matice, vemo, da je bil Novomeščan, torej Milček Komelj, in ko sem prišel na en sestanek vodstva, mi reče, veš, so me povabili v Novo mesto na eno predavanje, pa je bil en tam novinar, sem takoj vedel, kateri novinar je bil tam, je rekel, veš, pa je začel govoriti, da si bil ti fuzbaler, pa kar dober, veš, in to je bilo prav zgroženo v eni kulturni ustanovi to slišati, ampak se pač že zgodi. Tako da svet je majhen, Slovenija je toliko majhna, smo pa včasih premajhni, da smo premalo ponosni na tisto, s čimer bi se mogli proslavljati. Torej, če se vrnem k vprašanju, združili sta se dve društvi v času, ko je bilo treba pravzaprav samo enega imeti, ker še za enega ni bilo dosti pogojev. Recimo, za dobiti takrat opremo za eno nogometno ekipo so bila mala popotovanja. Dobiti 11 kopačk, parov, se je bilo treba, celo vodstvo je moralo skakati do Zagreba ali še kaj naprej. Torej, tudi kot sem opisal, recimo za prve dres ali pa to, se ne ve najbolj natančno, kje so jih dobili, ampak lahko predvidevamo, da so bili sešiti v Medicevi tovarni, torej, ker je bil pač Medic prvi predsednik nogometnega kluba. Torej, kot je razvidno že iz prvih zapisnikov, ki so taka lepa kaligrafska dela, Božo Skalicki jih je pač pisal, se vidi, da so bili v upravi večinoma torej študentje, Novomeščani, dijaki in nekaj še šolanih zraven. Torej, da je pravzaprav bila popularnost izrazito v tej šolani meščanski sferi. Pa gimnazijci so imeli prepoved. Gimnazijci so imeli neuradno prepoved v tem obdobju, ne samo tukaj, vemo tudi prvih začetkov Nemčije, pravzaprav so si iz tega časa vsi najbolj zapomnili gimnazijskega veroučitelja, ki jih je, ko so še igrali na Loki, vedno pol preganjal, in če je koga našel, jih je bil seveda naslednji dan takoj izprašan pred tablo, verjetno so bile posledice v oceni primerne temu. Tako da najlepšo pravzaprav, bom rekel, poetično anekdoto tega je napisal znani Novomeščan, torej politik, diplomat Bogdan Osolnik v svojih spominih, ko pravi, da enkrat so se vsi razbežali, ker so imeli vedno stražo, če bo kakšen gimnazijski profesor mimo prišel. Dol na Loki še. Prav, jaz sem pa stal v golu in nisem hotel gola zapustiti. Gol me ne zapušča gola. In me je seveda veroučitelj pol dobil. In naslednji dan, ko se je pri začetek šolske ure, je bil lepo tak poetski poziv, zdaj pa naj se pred tablo prikaže Golnik Osolnik, torej poziv. Če pa se sprašujemo o sokolski tradiciji, so bili pravzaprav sokoli, so bili bolj na to orodna telovadba, pa na telovadbo vezani. Tiste slike, fotografije, kar jih je uspelo nam dobiti v Dolenjskem muzeju, je zelo lepo razvidno, denimo slike iz sokolskega stadiona, torej stadiona na Loki do prve svetovne vojne, nimajo nogometnih golov, fotografije iz medvojnega obdobja se razlikujejo potem, da imajo nogometne gole. Igrišče je bilo seveda premajhno, dol na Loki, primerno takratnim razmeram in seveda, to je še mogoče treba povedati, ker je tudi novost, ker tudi sam nisem bil tega dosti vedel, preden sem začel to pisati, športno društvo Novo mesto oziroma športno društvo Elan na začetku ni bilo samo nogometno. Torej bilo to društvo, ki je razen tistega, kar je imel Sokol, torej telovadbo, vaje na prostem in tako pravzaprav gojil vse športne dejavnosti. Športno društvo Elan je postavilo prva tenis igrišča, malce višje, torej približno, ne vem, ali tam malce niže, kot je danes tista upravna enota, ko je bila ženska bolnica na Defranceskevi, atletiko, veslanje, vse to se je gojilo v okviru enotnega športa. Smučanje v zimskih športih, drsanje po zimi, torej na umetno zaledenele meni planjavi, torej vse to.
družabni dogodki, tek skozi mesto za meščane, da se pokažejo mladi nasplošno športniki v mestu. Štafetni tek v mestu. Štafetni tek v mestu, ki je postal kar tradicionalen, in pa seveda delno prireditve, ki jih je včasih izvajal Sokol, včasih pa športno društvo Elan, to pa so bile v Sokolskem domu, torej kakšni pustni karnevali, plesi, maškarade, tovrstne zadeve. Torej skrb za celotno družabno življenje, to ni bil samo nogometno društvo. V knjigi imamo razdeljeno zelo lepo, če bo seveda, ko boste brali, da se tudi mi s kakšno besedo razdelimo obdobje, pa poveš morda zanimivost ali dve, ali značilnost, torej šport oziroma nogomet na Loki, nogomet v Kandiji in nogomet v Portovalu. Ja. Se pravi, Loka je bila brez nogometnih vratnic in morali so iti, oziroma so rekli potem. Na začetku jih ni bilo, potem so bile in na koncu jih zopet ni bilo, ko so jim vzeli, pravzaprav, ko so je preselil štadion oziroma so naredili tik pred prvo svetovno vojno, pred drugo svetovno vojno novega v Kandiji, ki je bil na to dokončan oziroma malce še dokončan pod italijansko okupacijo. Takrat se je Loka spremenila zgolj zopet nazaj v atletski stadion. In ko je bil sredi 50-ih let pravzaprav odvzeto zemljišče z denacionalizacijo na Kandiji, kjer so danes Kristonova ulica, bloki gor, so kar naenkrat nogometaši za 2-3 sezone ostali pravzaprav brez svojega igrišča, ker dodeljeno igrišče, dodeljeno plato, torej sedanji štadion Portoval, je bil zgor in samo dodeljen. Torej občinska uprava, ki jo nimamo daleč, je pa takrat mislila še v tistih povojnih revolucionarnih časih, mi damo to, mladinci naj pa s prostovoljnim delom pa vse zgradijo. Zdaj, jaz nisem veliki gradbenik, nisem tehnik, ampak ne vem, kako se z lopatom pa krampom zgradi 3-metrsko drenažo, ne vem, kako se zgolj s krampom pa lopato zgradijo garderobe, in še marsikaj drugega. Atleti, atletinje, boste vedeli, da se pravzaprav dobrega okvira pa to s prostovoljnim delom, če ni materiala, ne da narediti. Tako da je bilo, seveda tudi tisti štadion, ki je bil na začetku, ta najnovejši v Portovalu, je bil na pol izdelek, če bi temu tako rekli. In seveda na to je bil dokončan šele, ker smo pa zopet v bivši Sloveniji, v predbivši Sloveniji ali pa v sedanji Sloveniji, ko se pokaže politična potreba. Športniki lahko počakajo. Torej, ko je bil zlet na štadionu, takrat se je pa čudežno kar naenkrat našel denar, takrat so se čudežno našli gradbeniki in buldožerji in vse, da je bilo v pol leta dokončano. Novo mesto pravzaprav tukaj ni nobena posebnost. Tudi vsi tisti centralni športni objekti slovenski, če jih poznamo, so, ne vem, kolikor je znano ali ni znano, nastali iz političnih potreb, kot sem sam napisal, štadion za Bežigradom, kjer je nogomet večina igrala, Sašo Udovič se bo tega tudi še spomnil, je nastal zaradi politično-katoliške manifestacije evharističnega shoda. Hala Tivoli, preden so jo prepustili športnikom, so jo ta prvo onečastili z enim političnim shodom samoupravljalcev, ali ne vem, kom že. Torej, da šele potem pridejo športniki na vrsto. In da ne bi nadaljevali, to je že pa v Andrejevem delu, tudi nadomestni štadion na Portovalu oziroma pomožno igrišče, tisti iz naše generacije, ki smo še igrali v 70-ih, 80-ih letih, torej, ko še ni bilo pomožnega igrišča, mislim, da sem napisal, to smo se vedno zafrkavali, takrat je bilo točka zmaga 2 točke, remi 1 točka, da smo na gostovanjih igrali na 2 točki, doma pa na 1, ker se na tisti razruti njivi dejansko je bilo težko igralo. Dajva se dotakniti še vojne oziroma to, da je zanimivo, tudi napisano imamo tako, da pod italijansko okupacijo smo pravzaprav postali svetovni prvaki. No, seveda, naslov tistega podpoglavja je, ker se je Andrej, ko je prebral tekst, rekel, kaj pa zdaj to pomeni, ker je bilo pač podpoglavje naslov v državi svetovnih prvakov. Ko smo bili 41. okupirani in so se nas Italijani tukaj okupirali, je bila Italija predtem 2-kratni svetovni prvak. In kot sem napisal,
italijanska vojska je v okupirane predele prenesla zelo, zelo malo borbenega vojaškega duha, pa veliko več borbenega nogometnega duha. Ker so kar naenkrat potem na tem štadionu začeli izvajati, v Kandiji začeli izvajati soški pokal, zaradi tega, ker je bila tudi Novo mesto center ena največjih italijanskih okupacijskih enot, torej pehotne divizije Isonzo Soča, in so pravzaprav med vsemi tistimi dejansko potem naredila vsaka četa svojo ekipo in so veliko prvenstvo nogometnih ekip izvajali. Koliko je bilo na to še znanih nogometašev, ne vem, ampak je bil tudi tisti, ki je sodil tudi tekme na to Elanu, tukaj 41-42 bil italijanski zvezni sodnik in tako naprej. In da so včasih pa tudi še po vojni kakšni vojni ujetniki bili, ki so pomagali pri razvoju nogometa, je pa vidno iz spominov Janeza Turka, ki pravi, njihov prvi trener prve uspešne mladinske ekipe po drugi svetovni vojni je bil en nemški ujetnik, njihov prvoligaški igralec, prav, ki so mu dovolili, da je kot vojni ujetnik treniral še nogometno ekipo. To vse seveda imamo zapisano tudi v knjigi. Pa tudi prvo stik s pravo žogo, konec koncev, ker oprema, lahko rečemo, da je stoletna težava, so dobili z Italijani in opremo. Koliko je bilo v medvojnem obdobju, vemo bolj malo, ampak na tistih fotografijah se vidi, da za tekme je mogla biti temu primerno sej takrat nogometna žoga, čeprav seveda najdemo tudi kakšne druge, še ker vemo, da se je takrat igrali tisti nabitih scap, nogomet, ali pa tudi, če je bila boljša že usnjena žoga, so mogli seveda še na štadionu na Loki, če je bila tekma na Krki meče čolniček ali dva, da so sproti pobirali tiste žoge, ki so letele v Krko. Vsak, ki je kdaj nogomet igral 30 ali več let nazaj, ki se spomne malo bolj tistih nogometnih žog, ki so se napile vode, potem ve, da je bilo po domače rečeno, če si tisto žogo na to udaril z glavo, ko je bila dvakrat, trikrat pred tem v Krki, je bilo že skoraj ko ameriški fuzbal, glavo v glavo. Ja. Nekaj v tem smislu. Seveda, potem po vojni je pa zopet ta, da po vojni pa vemo, v drugi svetovni vojni veliko pomanjkanje, imamo pa zopet tisti spomin, ki ga imamo, da je za stadionom za Kandijo, ko še ni bilo seveda blokov, so bili takoj koruza in otroci, mladinci, ki pač niso imeli nobene nogometne žoge, edini, ki je imel takrat dosti premoženja v mestu, je bila vojska in ker je tudi tam vojska igrala, jugoslovanska armada, prav so se otroci skrili v koruzo, čakali, da je prva žoga zgrešila cilj, torej gol, pristala v koruzi, vojaki kakorkoli je več niso najdli, ker je žoga na hitrico šla v kontrasmeri od igrišča. In fantje so prišli do prve ta prave žoge. Aleš, kdo je takrat igral nogomet? S kom se je lahko pomerilo novomeško moštvo? Na začetku je pravzaprav v 20 in 30 letih rednih ligaških tekmovanj se Novo mesto ni moglo udeleževati, preprosto zaradi tega, ker tisti čas je bil čas, ko so bili vsi pravzaprav vezani na redne prevoze, kar redne zveze omogočajo, in to je vlak. Zdaj pomeni iz Novega mesta do Ljubljane z vlakom, z ekipo je bilo že blazno daleč, tako da v 20 letih, tudi ko se je začela, torej ko je bila ustanovljen predhodnik Nogometne zveze Slovenije, ko so bila njihova prva tekmovanja, so bile že potem ločene na 3 skupine, celjsko, mariborsko, ljubljansko, in v ljubljanski so pravzaprav igrali samo ljubljanske ekipe, mogoče še kakšna kranjska zraven. Do Novega mesta je bilo že predaleč. Sredi 20 let so poskušali narediti enotno ligo, torej v smislu slovensko, da so združili Maribor, Celje, Ljubljano, pa je bilo že to vztrajalo samo 1 leto, kar seveda pove, kako nemogoče je bilo takrat s tistimi sredstvi pravzaprav organizirati večje dogajanja. V 30 letih imamo že malce tudi v spominih navedeno, da so zelo pogosto igrali, ampak večinoma prijateljske tekme, pa kakšno drugo ligaško tekmo, oziroma tako kot so drugorazredno so temu takrat rekli, ker pomenili druge ljubljanske podzveze, da so bili. V povojnem obdobju je bila pravzaprav kar kriza v novomeškem nogometu, da nekaj let se je igralo, nekaj let se ni igralo, skozi tam nekje na koncu, in da pravzaprav tisto resnejše in redno delo se tudi ni začelo z novim štadionom v Portuvalu, ampak je bil tudi takrat na začetku en krah, ker zopet, tukaj imate štadion, zdaj pa igrajte, ampak nogometaši še vseeno rabijo opremo. Zgodilo se jim je, da so jim dali štadion, pa so bile garderobe zaprte ali pa bojlerji niso bili priključeni.
Torej, Se je to kdaj zgodilo prvem, ne? Ja. Hvala. Tudi. No, ampak potem sem pa seveda še to razdelil, v konc 60 let pa začetek tega sistematičnega dela in sem pač navedel 70 leta kot stabilen tretji ligaš, 80 leta kot stabilen drugoligaš in ob koncu 80 let prvič v prvo slovensko ligo. Tako, ampak jaz bi se še malce ustavila tudi predvsem na tem našem stadionu. Onadva. Bosta, nismo prišli še do 80 let dobro. moderne dobe, naše moderne dobe, kot jo mi imenujemo. Ampak zanima me recimo vendarle, infrastruktura vedno problem. Sami so si nogometaši brez opreme, ni bilo, sami so si plačali malico, kot imamo lepe zgodbe zadaj napisane, trener je dal četrtinko limone, pa še zdaj ne ve zakaj, ampak to je bila osvežitev za po tekmi. Oblast, ne vem, kam naj pokažem, kje je bila takrat oblast, boš mi ti povedal, ker sem jaz tako ignorantska, da ne vem. Oblast je bila tam. Skratka, ni bi imela posluha, potem ZKO se je pokazalo in opozorilo, delo z mladimi je pomembno. Kako bi to še povedala, to okostje, malce? Ja, seveda, prvih pravzaprav nekje do srede 60 let sploh ni bilo sistematično poskrbljeno za financiranje. Vemo, da je v socialističnem sistemu, da je pravzaprav vse organizacijske zadeve prevzela naša država, torej njene oblasti. V tem primeru bi torej tukaj je bila pristojna občinska oblast. Ampak tudi ta je dobila sistematičen sklad in sistematično organizacijo šele v prvi polovici 60 let. In takrat se je začelo šele pravzaprav sistematično skrbeti, ampak to je bilo ravno v času, ko je bil pri Elanu eden od teh krahov, ki sem jih omenil, ker so si pač sledili po določenih neuspehih. Potem v tem načrtnem planiranju je vedno problematično še to, da planiraš za 1 ali 2 leti vnaprej. Ko nek klub doseže uspeh, mora iti v višjo ligo, tisto financiranje od prej ni več zadostno. To je vedno. Največji problem se je v enem letu takrat to zgodil ob koncu 80 let, ko je šel Elan prvič v prvo slovensko ligo, so šli isto leto odbojkaši v prvo zvezno jugoslovansko ligo, mislim, da odbojkašice istočasno v prvo republiško ligo, pa še nekdo se je naprej uvrstil. In so se seveda vse tiste postavke v potrebah popolnoma sesule. Torej, tako da je situacija se nekaj od srede 60 postopoma izboljševala, še vedno so bile tisto, ali je zadost ali ni zadost. Potem vemo, da smo imeli take mecene, kot je bil Roman Doljak, ki je sam prispeval za kombi, pa vozil okoli, pa veliko tudi sam prispeval svojega. Potem imamo še tiste spominsko manj anekdotične, da tiste leta, ko smo hodili na gostovanja, pa smo vedeli, da nimamo zadost, da smo na leto vedno šli v isto gostilno na gostovanjih samo enkrat, ker nas naslednjič več niso noter spustili. Pač naročilnica, če je nekrita, je nekrita naročilnica, je v vseh sistemih bila. In dejansko potem pa bom naredil tukaj že primerjavo, ko se je delal štadion Portoval ali pa športna dvorana Marof. Ko se je delal štadion Portoval, ni bilo pri načrtih še ničesar zraven, kaj rabimo za oskrbo in za vzdrževanje štadiona. Ko se je delala športna dvorana Marof, je zraven že priložena ideja, koliko zaposlenih bo potrebno, da se struktura, treningi in vzdrževanje objektov omogoča. Torej, tista je pač 15 let kasneje, torej sredi 70 let. Tako da to financiranje je dejansko nekje postalo pa skrb na ta način, da se je dalo planirati proti koncu 70 in na to v začetku 80 let, in ko sem naletel v arhivu še na en seznam športnih funkcionarjev oziroma trenerjev v novomeški občini, takrat se vidi tam nekje, mislim, da je bilo takrat v času predsedovanja Boštjana Japla, da je bil nogomet že izenačen z ostalimi športi potem, s tem, da je pa nogomet imel v drugi polovici 70 let, je vedno bolj stavil na to, da od takrat, ko je bila občinska malo nogometna liga, se je začelo pritegovanje več in več nogometašev. Od 70 let, se sam spomnim, nas je bilo na štadionu, ko sem bil pionirček 30-40, recimo redno smo dobili ene lahke plastične žoge, da smo z njimi delali. Od takrat je začel lahko Elan igrati na karto pri občinskih strukturah enega najbolj množičnih športnih društev.
In tako, da se je pol ta situacija v 70-ih do konca 70-ih nekaj izboljševala, seveda 80-ta pa, ko se je nekje izenačil po pomembnosti oziroma potem Prvi poklicni trener v 70-ih letih, v 70-ih prvi poklicni trener, ki so ga nekaj časa vzdrževali. No, to se še spomnim tudi svojih let, ko smo dobili trenerja iz Ljubljane, torej Nikolo Popivodo, torej brata našega znanega reprezentanta Danilo Popivoda, so bile takoj govorice sem pa tja, če je enotna lestvica, koliko dobijo nadomestila trenerji po tistih športnih klubih v Novem mestu po prvem rangu, ja, kako so si ti lahko privoščili Nikolo Popivoda? Ali ima Elan črne fonde? Tak trener sigurno za tak denar ne bi prišel v Novo mesto, ne? No. To je pač to. Jaz za črne fonde osebno priznam, da nikoli nisem vedel. No. Vmes se je zgodilo tudi to, da sta bila nogometni klub Borec in nogometni klub IMV, so hoteli kar združiti Elan, ki je malo potisnil, to so bila katera leta? To je bilo začetek 60-ih let, kot sem rekel, takrat, ko se je začela malo nogometna občinska liga in je nogomet dobil na popularnosti, ampak mali nogomet. Zanj je bilo potem poskrbljeno. Več tovarn je začelo investirati ali pa tako prek sindikatov spodbujati svoje malo nogometne ekipe, medtem je bil seveda najboljši IMV ekipa, vojaška ekipa Borec, to je bila pa ekipa, katero večkrat smo igrali tekme, torej od Jugoslovanske ljudske armade, ki je trenirala še na tistem štadionu, ki si ga je sama zgradila v Bršljinu. Nekaj časa, kakšno leto so tudi tekmovali v ligah, drugače je bila pa to predvsem vojaška ekipa, od koder smo včasih dobili kakšno ukrepitev ali pa kdaj kakšno pomoč. In v tistih letih, ki je bil Elan na dnu, so rekli, pa ukinemo to, pa naj se vse da, pa pri IMV-ju ustanovi en nogometni klub. Pa so rekli, prosim vas, ne tega delati, pa zablokirati, če ne drugega je bil eden argumentov, ker je nogometni klub Elan prijavljen pri nogometni zvezi in tudi, če gre v ligo nižje, se bo lažje takoj po stopnicah vrnil, kot nekdo, ki ga bomo registrirali na novo. Ne? Dobro, bomo se še kaj vrnili na zgodovino, sploh s kakšnimi spomini. Igor, vrhunski športnik od 15. leta, plavanje, potem tudi atletika, spremljal si pa tudi nogomet, saj si jih videl na stadionu, kako, no, povej. Ne samo, da sem jih videl, ne. Z Alešem sva celo eno tekmo skupaj igrala. Kako pa gre to? Ja, jaz sem prišel na stadion in sem rekel, da bi rad nogomet treniral in so rekli, ajde, pejte se ogrevat, tale fant vas bo peljal v Portugal, to je bil Aleš, ne, in smo tam se razmigavali. Trener je bil nekje? Ne vem, kdo bil je nek trener, najbrž nismo bili čisto sami, ne. Pol smo igrali sem igral celo eno tekmo, ne. Na tej tekmi me je, ne bom povedal kdo, ki ga poznate, je igral z gipsom, ne, in me je, mislim, da nalašč po glavi mahnil, tako da sem malo stabilen pogledal. En cajt nisem vedel zase, so me malo k sebi spravili, pa seveda sem bil pa velik junak, ne, in sem mislil, da mi bodo doma ploskali, ko bom razložil, da sem bil v nezavesti, ne. In si jih pa še fast? Niso ploskali, ampak me niso več na fuzbal pustili. A tako se je končala tvoja? Ne, pa sem pa jaz, pa smo pa tam na Gmajni, na Drski pa naredili svoje igrišče, ne, pa svoja pravila, tam smo pa par let kar igrali mularija čisto dobro nogomet. No, veliko je teh zgodb, ko so ljudje na Gmajni, ne, začeli, imamo tudi zanimive portrete zadaj v zborniku, ko govorijo prav o tem, da so otroci seveda vaški ali pa mestni brcali žogo in tako se mi zdi, da se veliko tega začne, to bo sicer več povedal Andrej, ampak... Vsi ti moji portretiranci so tako začeli, ne. No. Recimo Bojan Avbar, ne, on sploh še nogometa v življenju ni videl, preden ga je prvič igral, ne. Neko žogo so, en je imel eno žogo in so tam pač v Kamencah ali kje, ne, so otroci igrali. Zdaj televizija je bila en je imel televizijo v Bučenvas, ne, to je bila edina televizija tam v tistem delu mesta, ne, in po televiziji ni mogel nogometa videti, ne. Stadion je bil pa tudi precej daleč, da bi šel na stadion, pa da bi sprav je začel nogomet v praksi spoznavati, ne.
Igor Bučar v Rožnem dolu, kjer je bil oče železničar na tisti postaji, tudi so otroci preden so, ki je videl pravi nogomet, začeli igrati. Ne? In fantje so na ta način vsi prišli, ne? Razen Retelj, ne? On je pa stanoval nad stadionom in je gor z vrha hriba lahko videl, kako se nogomet igra. No, In spremljal zgodbe. on je imel že neke informacije. Ne. Sicer je bilo pa, kako se je iskalo, ne, nogometaše, ne, tudi en tak primer je Jože Drganc, ne, on je igral za svojo šolo nogomet, na tribuni je bil trener, ki je po tekmi šel v gostilno za fantje, pa je rekel, kdo je imel številko 11? Ne, jaz, pridi v klub. In je na ta način prišel v klub. To ni bilo tako, da so starši plačali vadnino, pa otroka vpisali, pa ga vozili z avtom, ne, na vsak trening. Ne. Najbrž starši še lep čas niso vedeli, da otrok njihov trenira nogomet. Ne. Ja. Povej ti meni in nam vsem pravzaprav malce to sociološko okvir Novega mesta, ki ga tudi poznaš, pa ne sem sociološko. Ne samo Novega mesta, fenomen nogometa. Ne. Tako. Nogomet ni samo šport. Ne. Nogomet je veliko več. Ne. Nogomet je sociološki pojav. Ne. V bistvu mogoče zakaj? Ne. Ja. Zato, ker vsak otrok, ko dobro shodi, dobi željo, da če nekaj vidi na tleh brcne. Ne. In prvo žogo, ko daš otroku v roke, jo bo na tla spustil, pa jo brcnil, ne bo jo vrgel ali pa lovil, ker to ne zna. Ne. Brcniti pa zna takoj. Ne. In otroci, ne, to bo najbrž on bolj radi igrajo nogomet. Ne. Ja. In to se seveda ohrani tudi skozi življenje. Druga stvar pa je, ne, da tako kot je Aleš rekel, nogomet je bil domena intelektualcev, takrat, ko so ga pač pripeljali iz otoka na celino, so najprej študentje igrali. Študentje so prve žoge prinesli v tedanjo oziroma še v Avstro-Ogrsko monarhijo, ne, prve žoge in prva pravila in prvi nogomet se je začel tako igrati. Ne. Pozneje je nogomet postal delavski šport. Ne. In večina največjih ekip je nastala v industrijskih mestih. Tako da je pa zanimivo v bistvu, kako da Novo mesto je postalo v 60-ih letih, konec 50-ih je začelo postajati, v 60-ih letih je postalo industrijsko mesto. Ne. No, danes je mogoče najbolj industrijsko mesto v vsej Sloveniji, ne, kar se tiče proizvodnje, gospodarstva. Ne. In je zanimivo, da nimamo močnejšega nogometa. Ne. Novomeški nogomet ni bil nikoli kvaliteten nogomet. Ne. Bom razložil, vidim, da me kdo zdaj gleda. Lepo prosim, če razložiš. Ampak glede na velikost mesta in gospodarsko razvitost mesta bi pričakovali, da bo recimo v prejšnjih časih igral, mogoče prišel kdaj pa kdaj celo v drugo zvezno ligo ali pa kaj takega, ali pa saj, da je stabilen republiški ligaš. Prvič je v prvo ligo republiško, takrat smo imeli mi še Maribor, Olimpijo, pa neke druge klube po teh nekih zveznih ligah, prišel leta 1989. Ne. Prvič v prvo slovensko ligo. Ne. In leta 90 oziroma 91 spomladi, ko bi, če bi obstal takrat, bi imeli že prvo leto po osamosvojitvi prvoligaša, ne, državnega prvoligaša,
pa je po spletu okoliščin in goljufij podkupovan izpadel iz te prve slovenske lige in je mogel potem eno sezono v zahodni skupini druge lige se prebijati nazaj v prvo ligo. Tako da tle se pa tudi moja zgodba v knjigi začenja s Imamo tem. popisano to, ne, da je... Vse je popisano tako, da tisti, ko bo kupil knjigo, tisti bo lahko to sigurno prebral. Torej, No, tu hočem reči, ne, se pravi, ta fenomen, zakaj ni bil novomeški nogomet tam, kjer bi ga pričakovali, glede na velikost mesta in gospodarsko razvitost, ne. Po moje splet okoliščin, ne, slaba organiziranost, ne, to, ko recimo, mislim, da je Igor Bučar pravi v tem portretu, ko je prišel v klub, sta bila dva, ne. Bil je trener pa predsednik. Doljak je bil pa še nek trener in to je bilo vse, kar je bilo klubske infrastrukture, ne. In na tak način ti nisi mogel priti do neke kakovosti, ne. Poleg tega trenerji niso bili izobraženi, ne. So bili največkrat to nekdanji nogometaši, ki so imeli malo volje, da bi delali, niso imeli niti, ne samo, da niso imeli izobrazbe, niso niti licenc imeli, ne. Sem pa tja se je pojavil kdo, ne, in ta novomeški nogomet je šel zelo v valovih, ne, ko je prišel en človek, ki je bil sposoben nabrati nadarjenih fantov, jih nekaj naučiti, je šel nogomet navzgor, ampak zelo hitro so ti ljudje spet šli, ne. To so bili, ali so bili neki nekdanji nogometaši, zelo kvalitetni, ki so igrali celo v tujini, ne, ampak to je bil ta človek 3-4 leta v klubu in pol je šel nekam naprej, ne. Tako da on je raziskal delo z mladimi, ne, delo z mladimi je bilo zelo v valovih, zaradi tega mislim, ni bilo nekih trdnih, ne organizacijskih, ne finančnih temeljev, da bi, če hočeš pa ti imeti v nekem športu res neko kakovost doseči, ne, je pa to tek na dolge proge, ne. To se ne zgodi v 2-3 letih, ne. Ti lahko pionirčke pripelješ do naslova državnih prvakov v 3-4 letih, ne. Članske ekipe pa ne. In druga stvar je pa še bila, ko je pa prišel kakšen rang višji, se je zgodilo to, da ni bilo dovolj kvalitetnih domačih igralcev in so seveda dobili igralce od drugod in to so pa zelo nestabilne ekipe, ne. Danes jih imaš, jutri jih ni. ja, to je rakava rana veliko športa, ni podmladka in kupljeni tujci. Elan oziroma Krka je bil prvi klub v Sloveniji, ki je odprl vrata afriškim igralcem. Ja, To imamo tudi napisano v našem zborniku. Andrej, torej vse stoji na mladih, ampak vodstvo se mora zavedati, da je na mladih prihodnost in da je treba vlagati že v najmlajše. Kako navdušiti otroke danes, kaj se je razvijalo, zgodovinsko si pogledal, ne, kako se je začelo to v letih, kako se je delalo z mladimi, 2 šoli sta bili vmes, nekaj je vmes tudi poniknilo. Pa povej, kako si raziskoval to delo z mladimi oziroma kaj ti je najbolj se vtisnilo v spomin, denimo? Ja, bom se navezal, hvala za besedo. Bom se navezal na Igorjeve besede, vsi otroci že od začetka radi brcajo, ja, seveda žoga, nogomet je preprosta igra in hitro pride in družba rada to počne, otroci se radi družijo in žoga je še en rekvizit, ki temu pripomore. Bom se vrnil na začetek, v uvod. Tvoj oče, je taka bila kar krepka beseda, nogomet, ko smo zastavljali, kako bomo knjigo predstavili, mogoče tukaj bilo potrebno kakšno besedo reči, pa boste me dopolnila.
Alešu je bilo lahko govoriti, ste opazili, kako Aleš govori, ne? Aleš nima veliko prič, ne? Igor je bil že precej bolj previden, Z tega vidika. Aleš je bil že precej bolj, Igor je bil že precej bolj previden, jaz moram biti pa fajn, ne? Tako da bom fajn razmislil o besedah, ker Novejša zgodovina je Ker- tako pač temu. Nina nam ni nič povedala, kaj nas bo vprašala, ne? Tako, torej odločili smo se, da Aleš napisali. predstavi ta svoj del, vrhunsko branje. Igor se je lotil tistega dela zvezdniških trenutkov nogometa, potem smo se pa nekako odločili, da je Zvezdniških takole, ne? kakorkoli, začetek tudi mogoče nogometa, organiziranega, en povod dober je bil tudi ta del, zagotovo. Torej, in pa del, v katerem je zapisana nogometna šola Portoval, ki sem jo ocenil, oziroma nekako smo se pogovarjali in ocenili in to je začetek tistega, kar danes vidimo. Igor je rekel, da se v Novem mestu ni nikoli igral, jaz vem, da je on mislil za preteklo, fajn preteklo zgodovino, ker nogomet se danes zelo dobro igra, lestvica to govorimo o kaže, zgodovini. lestvica to kaže, poraza ni bilo že precej časa na novomeški zelenici, tako da te besede so iz trte zvite. Tako. V Novem mestu se igra dober nogomet. Ja. Tako, To dokazuje zbornik in naj ga ljudje seveda tako. bodo videli. Torej, ja, otroci so pa nekako posebna zgodba. Ja, vsekakor vsaka zgradba rabi temelj. Nogometni klub mora temeljiti na široki bazi otrok in s tem namenom, s to željo, ker do takrat nekako ni bilo urejenega sistematičnega dela z najmlajšimi, ni bilo tako številčno, kot se je potem to vse skupaj zgodilo, je bila ustanovljena nogometna šola Portoval. Leta. Davnega leta Pa. smo rekli eno leto Približno. pred novim tisočletjem, ne? Tako. Takrat sta, in tukaj sta očeta, bom rekel, Andrej Kastrevc in Željko Martinovič nekako združila ideje, moči. Ona dva sta bila idejna vodja, morda bi še tukaj dal malenkost prednosti Željku, ki je prišel takrat v Studio D iz Karlovca kot napadalec in ostal tukaj, postal uspešen podjetnik. Imel pa rad nogomet, nekako postal Novomeščan, bom rekel, in skupaj z Andrejem sta ustanovila nogometno šolo, ki je, bom rekel, pognala lepe, krepke korenine. Jaz mislim, in moje mnenje, in to je bil tudi, zato je tak naslov v knjigi, da so rezultati tega danes. Klub stoji na čvrstih temeljih, igra se dober nogomet, urejene so, infrastruktura bi bila lahko boljša, seveda, itak vsaj 2 stadiona manjkata, bo možna, rekvizitov je dovolj, do takrat jih ni bilo, trenerjev je dovolj, kadrovska struktura, kot je povedal tudi in je zapisano v zaključku, strokovni vodja mladinske šole je urejena, trenerji zelo so pomembni, z ne? izobrazbo, seveda, Ja. trenerji izobraženi, Dogovori s šolami, ne, ste zelo močni delo. tudi s šolami se je delal, morda o tem malo kasneje, v glavnem, ja, nogomet se špila, nogomet je dober, otroci imajo radi nogomet in ga bodo vedno imeli. Tako. No, potem pa je, koliko otrok je bilo res v tej zlati dobi? Igor je zapisal hudomušno, ali ne, tako sem jaz tudi zapisal v knjigi, da se lahko že nogometni klub primerja z večjim gasilskim društvom. Toliko članov je imel in ja, bilo nas je skupaj z otroško nogometno šolo in klubom, otroci, ki so bili pod pokroviteljstvom samo kluba, 400. Lepa zelo, 350-400, zelo lepa številka, to je bilo leta Kaj pa pomenilo 2007. umetna trava za ta šolo, recimo šolo, ne samo za nogomet? Še ena ali dve bi bili potrebni, glede na potrebe
današnjega sodobnega nogometa, da se lahko vse te zadeve kvalitetno speljejo, Že pa število tudi- otrok je veliko. Je bil pa takrat seveda Borba. Je pa anekdota. prestop na 2 igrišči, kvalitetni, bom rekel, oziroma umetna trava je bila ravna površina, tisto, kar je Aleš prej rekel, drži, ne, smo šli rajši na gostovanja na tekmo, ker smo vedeli, da bo boljše igrišče, ampak potem se je nekako tudi glavno igrišče, ker je bilo manj obremenjeno, uredilo. Danes je lepo, še malo manjka, pa bo čist lepo, ne. Malo je čez Ja. poletje ovenelo, ampak Da bo. grejo glivice stran. Tudi pripoved, portret Jožeta Drganca je zelo zanimiva anekdota, kako je Novo mesto kandidiralo za kdo, UEFA, FIFA, kdo je dal razpis in je z že narejenim. Ministrstvo je dalo, ne? No, daj, ampak daj. denar je prišel pa od UEFA, ja. In Novo mesto je seveda zmagalo zato, ker Zaradi tega, ker je tik preden je odšel v Ljubljano na ta sestanek na upravni enoti dvignil gradbeno dovoljenje. Ne. Že pripravljeno. Do njega smo pa prišli, ali pa je Novo mesto prišlo, ker je kmeta, ki tudi slišati ni hotel, da bi prodal tisto zemljo, ne, Drganc, Malo kasneje še zmehčal. tudi predsednik kluba, ali je bil predtem že predsednik kluba in nekdanji Takrat je bil nogometaš. predsednik, ja. Takrat je bil predsednik. Je bil predsednik takrat. No, je ga prepričal kmeta tudi tako, da mu je obljubil, da vso zemljo na zgornjo, da mu bodo odpeljali, kamor bo on hotel. Tudi dnevno sobo so rekli, če bo In želel. tudi v dnevno sobo in tudi svoj gnoj, ki je imel konje Drganc, ne, mu je obljubil, da mu bo ves gnoj pripeljal, sem če proda in se je potem, ampak ti pa sploh ni zanimalo, za koliko denarja. Ne. Nekaj je sem, da noče prodati in pol se je omehčal pa prodal. in smo imeli vse In je pripravljeno. prišlo, to je vsekakor bilo zelo veliko, ne, jaz sem prej govoril o teh nihanjih in to bi rekel tle do začetka 90-ih let. Potem je klub postopoma se bolj organiziral, je imel še en kup, ne, ta epizoda, ki je bila pol leta 92, ko je prišel v prvo ligo, se je nakupilo tudi nekih reprezentantov aktualnih in ne vem kaj. Denarja je seveda zmanjkalo, domači igralci pa so se stepli z unimi kupljenimi igralci, tudi tukaj prisotni, mislim, da je celo prvi udaril, ne? Si bil ti prvi, ne? Še zdaj me boli roka. Ja. Mohorja, ki je bil še Ja, dobro, da je bil Igor zraven. Jih je, Če ne bi me Igor Igor, Bučar jih je pa če ne bi me narazen. V glavnem, Gordan skluftal. Začelo se je obetavno, v Novem mestu je bila strašna evforija, če zdaj le več gledalcev, dobili smo navijaško skupino Trotersi, ki so bili približno enakovredni Bad Blue Boysom, zagrebškim, pa Violam, pa Green Dragonsom, tudi To moramo približno v še kaj istem reči, času ja. so nastali, ne, so se po njih zgledovali na vseh področjih, ne, in no, to smo dobili obenem, je bilo pa gledalcev tudi do 3500, jih je prišlo na eno nogometno tekmo, ne. To je bilo pa res fantastično tudi za pogledati. Bila je huda evforija, žal je zelo hitro se končala. Na koncu sezone te je bilo sem še 800 gledalcev prišlo na tekmo. Klub je zadnjih 5 krogov odigral brez teh kupljenih, brez Mohorja, brez Glihe, brez Prelogarja, brez trenerja Gugolja, ki je odkorakal sredi tekme, ne. Med polcajtom je zapustil pa šlo. Imamo to vse napisano. To vse piše noter, ne. Saj jaz ne vem, Toliko moramo vse izjem- povedati. Ne, ne. Komu pa knjigo kubo? Ampak nas ne hočem preganja. reči, to je bil pač zelo dobra šola, zmanjkalo je denarja, klub je padel v drugo ligo, takoj v tretjo ligo in je komaj tam obstal, se počasi pobral
in prišel čez leta spet v prvo ligo in je danes res stabilen drugoligaš, v drugi ligi je pa ta trenutek ravno pravšna, da lahko igra tudi precej domačih igralcev. Zdaj, če bi gledali pa malo v prihodnost, ne pa ena taka, ne tako, ko je bilo takrat leta 92, ko so sanjali o evropskem pokalu pokalnih prvakov, da bodo igrali, ampak da pa to zdaj dolgoletno in dobro delo z mladimi in stabilen klub, pa tudi kakšnega državnega reprezentanta, ki je zrastel in bil vzgojen tukaj članski, da pride. Ker državnega članska, imeli smo pri mlajših članih reprezentanta, pri članski reprezentanci prvi pa še ne, pa bi tu bil pa en tak, ena fina stvar. No? Tako. Andrej, kaj ti je dal nogomet in kaj ti je dalo delo z mladimi? Tista leta Studia D, ki je bilo veliko gledalcev, bom rekel, čisto ena taka izkušnja. Hitro sem službo dobil, potem, ko sem s faksa prišel, recimo. Ker so me vseeno, kakorkoli malo tako izgledali, ljudje so poznali športnike vseeno, ne. Novo mesto sicer ni nekako hudo veliko mesto, ampak športnike so poznali. Recimo, da je to ena stvar, ampak to ni del vprašanja, to je mogoče bolj anekdota. Ja, nogomet, pa ne nogomet, šport na splošno je pomembna zadeva za mlade, za vse nas tukaj, veselo, na igrišče, za žogo, na kolo, tisti, ki smo malo starejši, že na kolo, da ne obremenjujemo sklepov, tako da ja, šport je zelo pomembna zadeva, ne, zopet malo v šali. Ampak, ja, s tem namenom je bila 2002 ustanovljena otroška nogometna šola, da še razširimo bazo nogometašev in okrepimo te korenine, ki smo jih potrebovali za stabilnost kluba. Šola je kar dobro živela in zaživela in do korone delovala. Žal sem jaz potem nekako obupal in društvo zaprl lani oziroma letos, tako da uradno otroške nogometne šole ni več, sem pa vesel, da se številčno stanje ohranja, kljub temu, da je že kar nekaj časa nisem v klubu, je pa zadost, nikoli ni dovolj, no, ampak večje število, tako kot sem prej omenil, strokovnjakov z izobrazbo, ki delajo, vem, da dobro delajo, se trudijo. Pomembno je pa to, torej, da je stabilno vse skupaj, da so zadeve v klubu, kot vem, urejene na vseh nivojih. Zdaj ne vem, Aleš, če so tebi še kaj dolžni, meni so še ne 10.000. Ampak se smo pozabili. Ne vem, bomo vprašali predsednika, če Ne, Jože ni nič, Jože ni nič dolžan. Tam smo se, vrnil sem se nazaj v 90. leta, pa je tamle še Sandi, ki so mu nekaj dolžni, mogoče tudi Dežmarju kaj dolžni, Urban, ne vem, kako je stavo, okej. Tako, zopet malo za šalo, klub je urejen. Tako, in to je pomembno in menim, ocenjujem, da se je to 99 začelo z nogometno šolo Portobal. Prelomnica v stabilnosti kluba in, kot ti praviš, urejenosti, je pa, ko je Krka prevzela generalno No, tako, točno to. Ampak takrat, ko smo mi začenjali nogometno šolo, Andrej Kastrevc, Željko Martinović, Stane Papež se je pridružil, zelo pomembno. Moja malenkost, povečali smo število trenerjev in vključili starše. Še nekaj je ljudi, ki so takrat prišli, so še vedno v klubu, med drugimi tudi današnji predsednik, ki je takrat imel otroke v klubu in smo vključili starše v delovanje kluba in mislim, da je tudi to en od ključev sodelovanja s starši
da pridobiš sponzorja, generalnega. Zdaj, Potem reflektorji vse so. štima. Kaj še manjka? Kaj že? Reflektorje smo dobili, kaj manjka? Jaz sem prej povedal, 2 igrišči, se strinjate, fantje, Če ne tamle drugega, zadaj. Kaj čakamo že 100 let? Pokrito tribuno, a ne, predsednik? Dajmo prvo 2 igrišči, bomo pol pokrili tribuno, ne? Pokrita tribuna je bila v načrtih že, Ja. oziroma je takratni inženir, vodja del govor že 1960. Da mu je Tako, to žal smo je pa dal tudi, ja. izjavo, da mu je žal, ker Krivično. ni mogel dokončati do konca s pokrito tribuno. Že takrat. Morda pa, da se še navežem na tvoje delo z mladimi, pa ko si rekel, koliko je, meni seveda nisem nikoli nič dolžni, ker sem bil še v tistih popolnoma herskih časih, kot se, Dobro, kot se ti spomniš, to so bili pač neki drugi časi, pa če zdaj primerjam tudi igrišča z umetno travo, če zdaj pomislimo, prav starši pripeljejo otroke, pa jih odpeljejo, torej zdaj ta razlika, ko smo mi, ne bom rekel kdaj začeli, da ne bojo vedeli, koliko smo stari, takrat, če vemo, da smo otroci hodili iz igrišča, če nisi bil blaten, nisi nič naredil. Torej, in če so po koga slučajno starši prišli, ker je deževalo, pa je bilo blatno, pa niso več kaj za probleč, se vemo, da so otroci hodobni. Si na unga kvečen s prstom kazal, glej, mama je prišla po njega. Ne? Torej, zdaj si več ne predstavljajo, zdaj je pa verjetno obratna situacija, ko si ne predstavljajo, da bi otroci po dežju pa blato sami na treninga, pa s treninga hodili. Ne? To je pač razlika. Aleš, se ti spomniš tistega čaja sladkega, ki smo ga dobili po treningu? Kadar je bil? Kadar je bil. Takrat, ko so pa v garderobah niso bojleri delali, se pa dobro spomnim pa izjavo Boštjana Kolenca po tekmi enkrat, ko je pa rekel, Madona, če bi bila voda toliko topla, kakor je per, pa per toliko hladna, kakor je voda, bi bil trening čisto uspešen. Imamo še kaj za dodati, pravzaprav lahko pa tudi koga čez kakšno vprašanje date gostom, ki veliko vejo o zgodovini, sedanjosti in prihodnosti. Torej, klub se je odločil ob 100-letnici izdati zbornik, dobite ga v knjigarni, 25 €, malo desno je tudi razstava, priložnostna razstava, nekaj slik, ki se jih dobite, vidite tudi v zborniku. Akademija taka slavnostna ali je že bila, ne? Torej to se je junija obeležilo. Bi za zaključek še kdo kaj dodal? Bo kdo kaj vprašal? Malo se bojimo dežja, zato bomo počasi, Smo še iz une generacije. da rečemo, da Če gremo mokri pa blatni domov, ne bo nihče jezen. Ne? nič. Opremo čuvamo. Pa se zdaj je zadnji dogodek, Vesna. Do naslednjega poletja se bojo posušili. Skratka, veliko novega boste zvedeli, veliko zanimivega je v zborniku. Kot rečeno, če ima kdo doma kakšen zapisnik, to je tudi beseda urednikov na koncu knjige. Poglejte doma, če kaj spravljate na vodstvo kluba, pa polagam to, da je zgodovina pomembna, zapisnike hranite, ker čez 100 let to bo hmal tukaj, nas več ne bo, ampak bo pa nov zbornik, ki Bom bo jaz nastal. zelo vskočil, ne, okoli teh zapisnikov. Imeli smo namen, da bi še malo, v bistvu se je ta zgodovinski del končal s tem izpadom iz prve lige leta 1993. Ne. Ampak zakaj? Smo mislili še naprej potegniti, niti v klubu, ni nobenih dokumentov za naslednjih 10 let, pa ne samo v klubu, tudi na nogometni zvezi za 90. leta, razen za prvo ligo, nimajo nobenih dokumentov in nobenih podatkov. Tako da uvrstitve novomeškega nogometnega kluba po osamosvojitvenih letih sem dobil na neki češki spletni strani. No, in V Sloveniji, ne na spletu, ne v arhivih, ki bi jih morali imeti. Če bi šel brskat po delu, bi mogel, ali pa po sportskih novostih, po kakšnem arhivu, ki je bil zelo priden, Marjan Gregorčič, ki je tudi danes tamle z nami, dopisnik dolgoletni, bi mogoče prišel do teh podatkov. To je čist preveč dela.
Zato smo mi potem tam zgodovina. Drugače pa ena 10-letna luknja v zgodovini. Ohranili so se zapisniki ustanovnih, Ne, tudi niso ohranjeni, niso oziroma ohranjeni, so pa kopije skenirani, ker jih je Igor skeniral Ne, pred 20, Andrej skeniral pred 20 leti, ko je začel z idejo, da bo enkrat treba to popisati. In od takrat pred 20 leti, ko jih je še imel, pa pravi, da jih je vrnil na mesto, kjer so bili, jih tam več ni. Torej, poziv dejansko vsem, jaz kot zgodovinar bom tako rekel, da ljudje se včasih ne zavedajo, kaj imajo, ampak naj odnesejo to v inštitucije, kjer hranijo. Bom pa citiral eno svojo diplomantko, ko je pa kot pevka delala diplomo iz mladinskih pevskih zborov iz Celja, ker je pač kot mladinka tam večkrat pela in potem sem mi rekel, da prvo pojdi pogledat, če boš sploh lahko na osnovi česa delala. In na koncu, ko mi je oddala, je rekla, profesor, zdaj mi pa še povejte, kaj naj s temi 2 vrečkami naredim. Gradivo, ki so mi ga tam dali, prav tam nič ne skrbijo, to je v enem kotu, tam bojo vse skupaj stran vrgli. Sem rekel, hvala, da sem te toliko naučil, da se tega zavedaš. Odnesi ali v Celjski arhiv ali pa v Celjski pokrajinski muzej. To so inštitucije, kjer vemo, da bodo take stvari hranjene. In to velja pravzaprav za vse. Za male značkice in za vse. Ja, za vse. Če v klubski pisarni ni dovolj omar za arhiv, se odnese v Arhiv. muzej ali arhiv ali v knjižnico Mirana Jarca, kjer se tudi ukvarjajo s hranjenjem tazga gradiva. Domoznanskega gradiva. Kaj mi je dal nogomet v življenju? Vse. Veselje, zdravje, srečo. To je kot vera. Svoji takrat še bodoči ženi sem pred poroko rekel, naj se zaveda, da bo pri meni najprej nogomet, potem pa ona. V smehu pove Igor Bučar. Hvala lepa. Ki je ženo tukaj zdaj. Ja, vem. Hvala lepa, Aleš Gabrič, Igor Vidmar in Andrej Primc za te poglede. Hvala tudi klubu in predsedniku, da so to omogočili.